A tudi vi ne morete zvečer zaspati? Polna glava misli, skrbi mogoče, tudi premalo gibanja in tiste utrujenosti skozi dan, vse to lahko privede do slabšega spanja, kar pa nima ravno pozitivnega učinka na naše zdravje in na naš imunski sistem. V tem video posnetku vam zato predstavljava, kaj morate začeti delati in s čim morate prenehati za boljši spanec. Ostanite z nama. Živijo in dobrodošli spet na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Vija in Aleš. Tisti, ki naj spremljate redno, veste, da sva bila zdajle nekaj časa odsotna. Zaradi situacije, s katero se trenutno spopadamo, sva si raje vzela majhen časa zase in za družino. Kljub temu, da sva midva sicer iz zdravstvene stroke, na tem kanalu vedno govoriva samo o tistem, kar veva, znava, poznava, pa tudi sicer nisva ravno med tistimi, ki čutijo potrebo, da svoje mnenje vsiljujejo drugim. Zato smo se v tem času raje osredotočili na to, kaj lahko sama naredijo za svoje zdravje in zato v roke prijela tiste stvari, na katere lahko sama vplivava. In ker je dober imunski sistem najboljši za boj proti dani situaciji, bova v naslednjih parih videoposnetkih z vami delila nasvete, kako si lahko sami izboljšate imunski sistem. V našem prvem videu iz te serije pa o tem, kako izboljšati spanec. No, jaz sem taka, da me vse skrbi. Posod vedno vidim najslabši možni scenarij in to me spravlja v stres. Potem pa zaradi teh skrbi ne morem spati. Pa čist nič mi ne pomaga, ker mi ti vedno rečeš relax, saj bo vse v redu. A pa ste vedeli, da čez večer ne morete zaspati, si lahko glede tega pomagate že čez dan? Za začetek si nastavite uro, ob kateri boste vsakodnevno hodili v posteljo. Mogoče se tej dani situaciji to sploh ne zdi smiselno, saj marsikomu zjutraj sploh ni treba vstati za službo. Ampak vseeno. S tem, da si določimo uro in se je držimo, v bistvu tudi telo pripravimo na spanec. Recimo, da je ta ura 10. In zdaj, ko imamo to uro, v kateri bomo hodili v poslo, lahko tudi že svoje dnevne navade prilagodimo temu. No, ker je teže spremeniti navade, kakor ustvariti nove, tiste bolj zdrave, dajmo najprej pogledati, čemu se moramo odpovedati oziroma malce prilagoditi za boljši spanec. Roke gor, kdor gre v trenutni situaciji vsak popoldne malo počivati. No, 20 minut popoldanskega spanca sicer zelo ugodno lahko vpliva na nas, tudi na počutje, na jasnost misli, ampak če imamo ta počitek prepozno, nam to lahko spet malo ponagaja zvečer in na ta način ne pridemo do dovolj kakovostnega spanca. Ker če spet pogledamo našo uro, tisto 10. zvečer, ki smo si je nastavili kot načrt za spanje, potem je dobro, da popoldanske spance opravimo pred 5. uro popoldne. No, jaz se včasih iz čistega dolgčasa nalivam s kavo. Ampak kofein je v bistvu stimulans z dolgo trajajočim učinkom. Telo namreč potrebuje vsaj 5 ur ali še več, da ga popolnoma izloči iz sistema. Tako da vse tiste kavice po 5. uri popoldne se v bistvu zvečer lahko obrnejo proti nam. Če smo si torej za cilj čas odhoda v posteljo izbrali nekje 10. uro, potem je dobro s kavicami nehati tam nekje po 4. ali pa vsaj poskusiti brezkofeinsko. Strokovnjaki opozarjajo, da modre lučke zaslonov in pa elektronskih naprav povzročajo zmanjšanje proizvodnja hormona melatonina. Ta je pač nujno potreben za uravnavanje spanja. O melatoninu sva že govorila, lahko si pogledate tudi ta video. In zdaj, če boste hodili spat ob 10, potem vsaj pol ure pred tem ne prižigajte več elektronskih naprav. Ja, če ste kakor kaj taki kot jaz, potem bo to za vas ena izmed težjih nalog. Ker v tem zadnjem času jaz kar naprej berem novice, pa ne vem, ne morem zaspati zaradi teh modrih zaslonov ali zaradi slabih novic. Večer tik preden gremo v posteljo lahko slabo vpliva na spanec. Če gremo spat takoj po obroku, to lahko spanec moti na več načinov. In sicer prvič, prebava se po noči upočasni. Torej, če bomo šli v posteljo siti, nam bo po vsej verjetnosti težko najti udoben položaj, zaradi počasnejše prebave pa bomo tudi dlje ostali budni. No, to je pa še posebej problematično pri tistih, ki imajo refluks, pri čemer tekočina iz želodca zateka nazaj v požiralnik. In če hrana nima časa, da bi v miru prišla iz želodca v črevesje, preden se pač zvečer uležemo v posteljo, bo ta refluks v bistvu še hujši. Simptomi lahko obsegajo tudi zgago in pa kašelj. Drugič, če jemo tik pred spanjem, to povzroči nenaden poskok sladkorja v krvi, kar nam da en super hiter sunek energije, ravno ko bi bil čas za nasprotno, torej da se počasi umirimo in spočijemo pred naslednjim dnem.
In tretjič, če jemo tik zvečer pred spanjem, to lahko vpliva tudi na produkcijo hormonov, kot sta recimo rastni hormon in pa hormona serotonin in melatonin, ki pomagata vzdrževati kakovosten spanec. Točno kdaj je treba nehati jesti pred spanjem, je odvisno od vsakega posameznika, saj se tudi metabolizmi ljudi med seboj razlikujejo. No, zame, recimo, je pozna večerja hitro prepozna, ker imam pač ful počasno presnovo. No, jaz si pa lahko privoščim res pozno večerjo, zato ker hrano prebavljam hitreje. V povprečju pa je priporočljivo, da nehamo jesti vsaj 1-2-3 ure pred spanjem. To omogoča prebavnim procesom, da čas, da razgradijo večerjo, preden gremo spat. In zdaj, če boste hodili spat ob 10, potem poskusite pojesti nazadnje tam nekje okrog pol 8 zvečer. No, na spanec pa ne vpliva samo, kdaj smo nazadnje jedli večerjo, ampak tudi, kaj pojemo za večerjo. Nekatera živila namreč spodbujajo dober spanec, druga pa to sabotirajo. Ampak o tem bova mehen kasneje. Jutranje vstajanje je del cikla spanja, čeprav se mogoče ne sliši tako. Vstajanje vsak dan o približno isti uri dobro vpliva na naš bioritem. Je pa še ena stvar. Če ste spet malo taki kakor jaz, potem zjutraj, ko zvoni budilka, tako 3-krat pritisnete snooze gumb. Ampak zakaj? Vse še sama ne vem. Ampak jaz imam občutek, da če bom samo še 1 minutko lahko tam še malo ležala, da pa bom pa čist druga. No, ampak ta spanc, ta dodatna minutka, ni kakovosten globoki spanci, zaradi tega smo lahko tudi čez dan utrujeni in pa taki grogi. Ko zazvoni budilka, je treba vstati. Ja. No, prej sva rekla, da je treba poleg tega, da se odpovemo slabim navadam, tudi ustvariti neke nove, bolj zdrave navade. Katere? Že 15 minut sončka na dan lahko pomaga uravnavati naš cirkadiani ritem oziroma ritem spanja in budnosti. To nam bo čez dan pomagalo, da smo budni, zvečer zaspani in naslednje jutro spočiti. Poskusimo lahko tudi z večernim sprehodom. Mogoče sicer v tej situaciji ni glih najboljša izbira za vsakogar, ampak 30 minut hoje ima res sprostitveni učinek na mišice in telo, pa tudi misli in precej pomaga tudi k boljšemu spancu. No, je pa dobro, da se sprehajate v mirnem okolišu, ker ima hrup lahko nasprotni učinek in nas še dodatno razburi. Da se mehko prešvicamo, lahko tudi izboljša kakovost spanja. Aerobna vadba predvsem izboljšuje globok spanec, ki je potreben za regeneracijo telesa. Par poskokov, par počepov ali pa parkrat gor pa dol po stopnicah, to bomo pa že zmogli, ne? Če nas večer po koncu držijo skrbi ali pa črne misli, lahko poskusimo z meditacijo. Meditacija počasnjuje srčni utrip, zaradi česar se lažje sprostimo. No, meditacija je za marsikoga mogoče čisto ena nepredstavljiva zadeva, ampak lahko se je lotimo že z globokim in zavednim dihanjem, kjer se res v bistvu osredotočamo samo na vdih in izdih. Obstaja pa tudi kar nekaj aplikacij, ki vam lahko pri tem pomagajo. Sam pa imaš pa to modro svetlobo. Cilj večerje bi moral biti, da pojemo dovolj, da nismo več lačni, ampak vse ne toliko, da nismo preveč siti. Če upoštevamo navodila in jemo vsaj 2 do 3 ure pred odhodom v posteljo, sva omenila prej, je lahko tudi večerja dober način, da izboljšamo spanec. Kaj smo zdaj zvečer? No, najbolj je krožnik napolnjen z zelenjavo, kakovostnimi zdravimi maščobami in pa nekaj beljakovinami, tako kot ponavadi, ne? Recimo, kuhana ali dušena zelenjava je precej lažje prebavljiva kot sveža, potem kakšen avokado, mogoče malo olivnega olja ali pa recimo ribe kot vir beljakovin. Na drugi strani pa tudi kompleksni ogljikovi hidrati, kot je na primer ovs, ajda ali pa sladek krompir, lahko pozitivno vplivajo na serotonin, ki pa tudi promovira dober spanec. Zato, če se odločite za večerjo na primer s kruhom ali pa žitaricami, naj bodo te polnovredne. No, poleg živil je treba omeniti tudi te hormone, ki so v bistvu nujni za dober spanec. Med njimi je pomemben serotonin, ki uravnava razpoloženje, pa tudi zmanjšuje anksioznost in strah, to napetost, ki sta zdaj najbrž zaradi te trenutne situacije prisotni pri marsikomu. No, iz serotonina naprej pa potem nastaja tudi melatonin, ki je pa v bistvu itak hormon spanja. A pa lahko sami kaj vplivamo na tvorbo teh hormonov? Ja, lahko. Kako pa? Da bi poskrbeli za čim večji serotonin, potrebujemo aminokislino triptofan, ki je telo ne more proizvesti samo, ampak jo moramo dobiti sami iz hrane. Lahko si na primer poskusite pripraviti večerjo iz živil, ki vsebujejo veliko triptofana. To so na primer fižol, riba, puran, mleko, pa mlečni izdelki, morski sadeži, jajca, lešniki, datlji in tako naprej. Imate napisano spodaj seznamcev. No, triptofan je pa tudi ena taka super stvar, ker se v telesu lahko pretvarja tudi v vitamine, če nam jih recimo primanjkuje.
ampak pol ga porabimo in ga imamo premalo za spanje. Tako da, če mi sami poskrbimo, da imamo v telesu vedno dovolj vitaminov, predvsem vitamina B3, potem bo več triptofana ostalo za tvorbo serotonina in melatonina. Za dober spanec pa potrebujemo tudi vitamine B1, B3, B6, folno kislino ali B9 in pa tudi vitamin C. Evo, oborožila sem vas na sveti za boljši spanec in pa super večerje. Sami pa poskrbite, da tiste slabe navade spremenite v tiste bolj zdrave. Kakor sem pa rekla na začetku, tole bo zdaj ena serija videoposnetkov o tem, kako si izboljšati imunski sistem, tako da spremljite najo, zato da boste videli, kaj še lahko naredite sami. No, če vam je bil ta video všeč, nama pa seveda tudi stisnite like. Lahko mi pa spodaj v komentarjih napišete še kakšen trik za boljši spanec, ki ga mogoče uporabljate vi. No, jaz grem zdaj pripraviti eno lahko večerjo, vi se pa danes dobro naspite in pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Uspela sem priti, če si video, brez da bi rekla koronavirus.